Torej, zadnji 2 leti vladavine koalicije, ki je povsem neuravnotežena glede na zastopanost političnih strank z tako imenovane tranzicijske levice in desnice, torej gre za res same tranzicijsko leve stranke, je več kot očitna politika izključevanja opozicije iz kakršnegakoli dialoga glede ključnih nacionalnih vprašanj. Gospodarsko področje, finančno področje sodita v času gospodarske in ekonomske krize, katere smo priča zadnji 2 leti, med izjemno pomembno nacionalno vprašanje. Posledice, negativne posledice takšne izključevalne politike so žal na mizi. Slovenija je po obdobju visoke, vendar tudi konstantne gospodarske rasti, če govorimo vse od leta 2000 do leta 2008, padla v izredno depresijo, gospodarska rast se je nadpovprečno upočasnila in seveda to čutijo pravzaprav že vsi sloji prebivalstva tudi na lastni koži. Statistika beleži upad kupne moči, manj povpraševanja ljudi pri vsakdanjih tako nakupih, kot seveda tudi prepotrebnih investicijah v bivalno, kako tudi razvojno infrastrukturo. Zato menim, da je torej ta izključevalna politika, ko je vlada v tem občutku samozadostnosti, tudi vsevednosti, izredno izključevalna do opozicije, bilo narejeno veliko škode vsem Slovenkam in Slovencem. Naj podčrtam, da je Slovenska demokratska stranka kot največja opozicijska stranka, tudi z razmeroma velikim številom poslancev v parlamentu in pridobljenem zaupanjem ljudi na volitvah leta 2008, ponudila vladajoči koaliciji sodelovanje, tako imenovano partnerstvo 2+10. Predvsem se je to partnerstvo nanašalo na gospodarski razvoj, razvoj finančnega sektorja in razvojno politiko države. Želeli smo torej kreativno sodelovati, namreč izkušnje iz prejšnjega mandata, predsedovanje Evropski uniji in seveda vse ostali projekti so nas izpopolnili tako v idejah, kot v načrtih, kako boljše in hitreje še naprej. To smo želeli deliti s koalicijo, nismo želeli torej se obnašati najenostavneje, da zgolj kritiziramo in opozarjamo na napake vlade. Želeli smo torej aktivno pomagati pri reševanju nakopičenih problemov v državi. Bili smo zavrnjeni in smo zavrnjeni še sedaj. Poglejte, pred državo so izjemni projekti, kot je pokojninska reforma, zdravstvena reforma, ne nazadnje tudi gospodarstvo ne okreva in namesto, da bi v takih časih strnili v nacionalnem pogledu moči in oblikovali ukrepe, ki so usklajeni in šli torej kar se da veliko politično enotnostjo naprej, se gremo politikantstva, izključevanja in izločevanja vseh, ki niso politično na liniji za sedanjo koalicijo. Torej, Slovenija zato ne okreva, Slovenija zato ima še kar precej razvojnih problemov, vrstijo se stečaji, vrstijo se terjatve delavcev do delodajalcev, namreč gre za izjemno plačilno nedisciplino, ne samo med gospodarskimi subjekti, tudi med ljudmi, ki ne dobijo poštenega plačila za pošteno delo. Anomalije vse več in zato ne preseneča, da se septembra oziroma da se v teh jesenskih dneh marsikdo podaja na ulice v obliki stavk in drugih javnih protestov. Menimo, da bi morala Slovenija, kar se gospodarske, razvojne politike, stremeti predvsem k 3 pomembnim ciljem. Prvi cilj je varčevanje, torej država bi morala oklestiti nepotrebne funkcije, ki jih upravlja, zmanjšati število javnih uslužbencev in zmanjšati denar za delovanje teh uslužbencev. Po drugi strani bi morala država razbremeniti gospodarstvo, tako v davčnem kot v administrativnem smislu. In tretje, država bi morala pospešiti investicije v nacionalno pomembno razvojno infrastrukturo na področju energetike, telekomunikacij, cestne, železniške infrastrukture in s tem seveda zagotoviti delo številnim dobaviteljem in izvajalcem v Sloveniji. V Slovenski demokratski stranki se bomo seveda v prihodnje trudili vlado prepričati, da sodeluje bolj in tudi prepričati v
kvaliteto naših predlogov, zato seveda bomo vlagali različne predloge tako v zakonodajni postopek, kot seveda tudi na nivoju strokovnega sveta v širšo razpravo.